Najprej bi se zahvalil seveda iz srca za tole toplo dobrodošlico v Adelaidu. Prvič sem v vašem mestu, tako da si ga še nisem dobro ogledal. Čeprav sem prvič, vem, da nisem zadnjič, sem pa verjetno zadnjič za avtom v Adelaidu. Naslednjič bom letel za letalom. Z avtom sem pa se pripeljal zato, ker bom rekel, je ena od mojih najpomembnejših nalog, da delam zelo tesno skupaj z slovensko skupnostjo v Avstraliji in še posebej z klubi po celi Avstraliji in da bi se seznanil z razmerami situacijo v klubih, sem se odločil, da bi v tem januarskem mesecu, ki je v Evropi podoben julijskem, nekoliko bolj počitniško obarvan, Canberra je mrtva, vsi politiki so odšli na počitnice, diplomati so odšli domov, kenguruji so se skrili v gozdove, tako da je res prazno. In zato sem si ta čas izbral, da grem obiskat vse slovenske klube, se pravi vseh 15 slovenskih klubov, vsa verska središča, vse druge inštitucije, radije in podobno, skratka vse, kar je v Avstraliji zraslo v teh pol stoletja in več in kar deluje znotraj slovenske skupnosti. Tako pravzaprav sva z mojo pametnejšo in lepšo polovico štartala že pred slabim tednom in sva doslej obiskala Albury Wodonga klub, potem sva bila v Melbourneu, kjer smo imeli skupen sestanek z vsemi klubi, v Kjuju, kjer je pater Ciril bil zelo na pomoč in nam je pomagal organizirati zadeve. Potem, zdaj sem pri vas v Adelaidu in potem, ko bom odšel za par dni vmes na dopust na Ayers Rock, se pravi v Uluru tudi rečejo, pa potem v Queensland bom obiskal še naše klube v Brisbaneu, na Gold Coastu, v Newcastlu, v Sydneyju, v Wollongongu in čez 3 tedne se vrnem nazaj v Canberro, ker imam zadnji sestanek s svojimi lastnimi Slovenci v Canberri. Tako da v 3 tednih bom pravzaprav obkrožil en lep kos Avstralije, videl lepote Avstralije, hkrati pa se pogovoril s Slovenci posod v teh mestih in skušal ugotoviti ne samo kakšne so razmere, ampak tudi kako pomagati, da bi slovenska skupnost preživela v Avstraliji in ohranjala svoje tradicije, svojo kulturo, svojo narodno identiteto in slovensko besedo. V tem smislu seveda želim tudi danes povedati par besed, kajti morda ne bi bilo slabo, da najprej sam sebe na kratko predstavim, tisti, ki ni imel časa iti na internet. Naj povem, da sem rojen Ljubljančan, oče je iz Prekmurja, mama je iz Gorenjske in da sem v bistvu končal fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, kjer sem pozneje tudi magistriral in tudi doktoriral. Predaval sem po nekaj univerzah po svetu, od Anglije do Koreje in po Evropi. Sicer sem pa v mladih letih, ko sem bil še malo bolj nor, kot sem te dni, sem se v tistih 80-ih letih ukvarjal s politiko. To je bil čas, ko smo se borili za demokracijo in leta 90 sem bil tudi izvoljen za člana parlamenta, tistega prvega demokratičnega parlamenta, ki je tudi razglasil neodvisno Slovenijo. Pozneje sem imel politike zadosti, bom pošteno povedal, in sem bil nekaj let direktor prve slovenske privatne televizije, pa potem sem odšel v diplomacijo, kjer sem bil prvih 5 let v diplomaciji in leta 1999 sem pa potem šel v akademske vode in bil potem v profesuri zadnjih 10 let. Predaval sem politično filozofijo in pred 3 leti me je pa znova poklical nov minister za zunanje zadeve in me je prosil, če mu grem pomagati in ministru ne rečete ne, to se ne spodobi. Tako da sem se znova angažiral v diplomaciji
in zadnja 3 leta sem potem bil v kabinetu ministra sekretar za strateške zadeve, Angleži bi rekli think tank, recimo, da sem bil čez, pa hkrati sem bil tudi uradni govorec, se pravi official spokesman zunanjega ministrstva, tako da sem se veliko bodil z novinarji in skrbel za to, da so ljudje razumeli slovensko zunanjo politiko. No in pred slabim letom je prišlo do odločitve, da se pravzaprav nadgradi naše predstavništvo, naše veleposlaništvo v Avstraliji. Rečeno je bilo, da mora biti Slovenija bolj močno zastopana v Oceaniji in še posebej v Avstraliji. In veleposlaništvo, kot veste, smo imeli odprto 20 let, vendar nikoli nismo imeli veleposlanika. Zato pa so recimo imeli veleposlanika v Argentini, v Buenos Airesu, naši Slovenci pa so imeli veleposlanika v Ameriki pa v Kanadi. No, zdaj se je nekoliko zamenjalo, zdaj nimajo veleposlanika v Kanadi, ga imate pa vi v Canberri. Morda se bo to krožilo naprej, ampak vsaj za moj mandat 4 leta ste lahko gotovi, da veleposlanik bo to in upam, da bomo tudi potem naprej skrbeli za to, da bo temu sledil tudi nov veleposlanik. Zakaj je to pomembno? Zato, ker veleposlanik ima veliko bolj odprta vrata v vse inštitucije avstralske države, in lahko veleposlanik pride do prime ministra, lahko pride do zunanjega ministra in se pogovori o temi, ki ga zanima. In to se je tudi že doslej pokazalo v pol leta. Jaz sem prišel v Avstralijo junija, tik pred našim največjim državnim praznikom. Od takrat dalje pravzaprav smo vzpostavili zelo tesne odnose, sodelovanje z zveznimi oblastmi, tako da sodelujem tako s kabinetom predsednice vlade, tako z zunanjim ministrom. Imamo v avstralskem zveznem parlamentu tudi klub avstralsko-slovenskega prijateljstva, ki ga sestavljajo poslanci tako laboristične kot liberalne stranke, smo uravnotežili zadeve. In tako da se na tej ravni že pozna, zelo si tudi pomagamo med sabo, tako recimo so Avstralci volili za Slovenijo v njeni kandidaturi za Varnostni svet Združenih narodov, mi bomo verjetno to leto podprli Avstralijo, tudi sicer se mi zdi, da delujemo zelo koristno tudi na tem konkretnem terenu. Kot veste, nam je uspelo s 1. julijem lansko leto veljaviti Medicare, se pravi zdravstveni sporazum med Avstralijo in Slovenijo, tako da se zdaj priznava medsebojno, karkoli ima kdo potrebo, ali v Sloveniji ali v Avstraliji, da potem to ni potrebno plačevati z lastnega žepa, ampak to krijeta državi in se medsebojno potem dogovorita. V načrtu je, da če bo uspelo še v letošnjem letu, dosežemo sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčenju. To pomeni, da samo enkrat plačaš davek, ne pa dvakrat, recimo in v Avstraliji, in v Sloveniji. To je pomemben sporazum. Prav tako računamo, da bi z januarjem 2013 uveljavili priznavanje vozniških dovoljenj, da bodo slovenska veljala direktno v Avstraliji, avstralska pa direktno v Sloveniji. Pa še kaj se bo našlo. Res je pa tudi, ker je pač to zdaj lansko letošnje leto, je leto teh okroglih obletnic. Lani smo praznovali 20 let razglasitve neodvisne Slovenije. Ravno čez nekaj dni, slab teden, 16. januarja, bomo praznovali 20 let, odkar je Avstralija kot prva prekomorska država priznala Slovenijo kot neodvisno državo. In v to čast, to vam lahko povem, ampak ne tega okrog še govoriti, je to zaenkrat še malo bolj zaupno, v to čast bo tudi predsednik slovenske države, dr. Danilo Türk, odlikoval takratne avstralske državnike, predsednike vlad in zunanje ministre, pa tudi verjetno bo tudi kakšen znan Avstralec odlikovan, ampak to še znan slovenski Avstralec odlikovan. Ampak o tem bomo govorili. To bo nekje konec februarja, začetku marca, ko bomo v Canberri naredili velik sprejem in bomo povabili tudi predstavnike vseh slovenskih klubov na to veliko slovesnost. Hkrati bi rad povedal tudi to, da druga naloga veleposlanika je povečati gospodarsko menjavo med Slovenijo in Avstralijo.
Danes je, kot se reče, ta gospodarska diplomacija, economic diplomacy je glavna stvar in zato skušamo pomagati slovenskim podjetjem v Avstraliji in avstralskim podjetjem v Sloveniji, da se ta blagovna menjava poveča. In moram reči, da v zadnjem letu se je že kar zelo za 18% povečala. Res pa je, da blagovna menjava je zelo neuravnotežena, kajti Slovenija veliko več izvozi v Avstralijo, kot uvozi iz Avstralije. Tako da v Sloveniji, recimo, imate, kot veste, zelo močno razvito to trgovsko mrežo Harvey Norman, ki ima že 5 trgovin in je v bistvu to Slovenija baza za to trgovinsko mrežo tudi za ostalo Evropo. No in na tem bomo še delali. Tisti tretji steber, ki sem ga pa že prej omenil, je pa seveda slovenska skupnost, čemur bo tudi še posebej namenjena moja skrb, kajti gre za to, da večinoma se je v zadnjih 50 letih ta nosilna slovenska populacija, tisti prvi, ki ste, veliko jih je tu med vami, prišli v Avstralijo, pa ustanavljali slovenske klube, je čas naredil svoje. In danes se v vseh klubih soočamo z podobnim stanjem, nekje je boljše, nekje je nekoliko slabše, da gre za klube, kjer gre pretežno za starejšo populacijo, za ljudi, ki Bog ne dej, da bi v njih kaj slabega rekli, ker so ohranili to ponosno slovenstvo skozi 50 let, ga držali, razvijali slovensko besedo, slovensko kulturo, ampak zdaj je prišel pa na nek način trenutek, da se moramo odkrito pogovoriti, kako naprej. Ker ta starejša generacija, ki gre čast in slava za to, da je doslej to slovenstvo živelo v Avstraliji na takšnem oddaljenem koncu od Slovenije, ta mora dobiti na nek način svoje naslednike, neko novo generacijo in razmišljati bomo odprto o tem, kako do tega pride. Žalostno bi bilo, da bi te klubi čez 5, 10, 15 let postali prazni, bili prodani in potem bo v bistvu slovenstvo v Avstraliji umrlo. Avstralija, kot vemo, deluje kot melting pot, kar pomeni, da gre za asimilacijo, ki je sicer nek naraven proces, to se povsod dogaja po svetu. Tudi Slovenija pravzaprav asimilira ljudi, ki pridejo živeti v Slovenijo. Ampak vendarle se mi zdi, da Avstralija kot široka, odprta, multikulturna in demokratična družba omogoča, da se ohranja korenine, to kulturno tradicijo in da imate tle v Avstraliji zelo dobre pogoje, da se slovenstvo ohrani. Gre za to, da pravzaprav ena stvar je to, da pravzaprav veleposlaništvo bo skušalo pomagati po svoji plati, če se bo šlo za financiranje, pa če bo potrebno, če boste želeli nabaviti recimo kakšne filme, kakšne glasbene DVD in tako naprej, to lahko poskrbimo. Tako da se da kakšne stvari skozi te moderne nosilce pogledati in skupaj ogledati. Tisto, kar pa je pa seveda za razmisliti odkrito, je pa to, kako postaviti te klube na takšne noge, da obdržimo vse zaslužne stare člane, pridobimo pa nove mlajše člane. In tle treba razmisliti, tle sem jaz odprt za dialog, za pogovor, da skupaj staknemo glavo in da vidimo, kako te stvari streči. Zdaj, kot sem povedal, mi smo že imeli en tak velik sestank v Melbourneu, kjer so prišli vsi predsedniki, pa še nekateri drugi člani in tako naprej, vodje versko-kulturnih središč in tako naprej. In razmišljali smo, kako bi za naprej izgledalo to novo avstralsko slovenstvo. Jaz ne pravim, da smo že, ne rečem, da smo že najdeli neko čudežno formulo. Ampak dejstvo je, da slovenski klubi so nastali v trenutku, ko so takrat Slovenci, ko so prihajali v Avstralijo, čutili potrebo, da se združujejo, da si medsebojno pomagajo in da ohranijo slovenstvo
na nek način bolj ločeno od drugih in brez teh velikih vplivov. Druga generacija, zdaj naslednja, tretja generacija, vaši vnuki, so se pa seveda zelo hitro akulturirali, v bistvu sprijaznili ali pa prilagodili na avstralske razmere, ne čutijo več potrebe po neki slovenski zaslombi, ker se sami dobro znajdejo v avstralski družbi. Ne čutijo potrebe po ne vem kakšni pomoči, ampak se skratka združujejo s svojimi vrstniki, že v šolah, pa potem recimo na univerzah, potem se poročajo z Avstralci, Avstralkami, tu so družine, so obveznosti, službe in tako naprej in seveda ni več čutiti takšne potrebe. Zdaj, mi smo razmišljali čisto, nalili smo si čistega vina, kot se reče, ne? In smo rekli, kaj storiti, da bi znova pridobili te mlajše generacije. Tisto tretjo generacijo, se pa današnje mlade, vaše vnuke, pa družine, ne? In v bistvu smo prišli do tega, da eno je, da se morajo naši klubi povsod odpreti navzven. To pomeni odpreti do lokalne skupnosti, se pa do kraja, kjer ta klub živi, povabiti zraven tudi avstralske prijatelje, odpreti potem do širše skupnosti navzven, poskrbeti tudi za nekoliko za to močnejšo medijsko, se pravi, promocijo, da se več govori o tem, kaj slovenski klubi delajo. Da bi bilo seveda zelo dobro, če bi tudi vodstva kluba nekoliko pomladili, s časoma, korak za korakom, to ne pomeni od danes do jutri, ima korak za korakom, ker z mlajšimi ljudmi pridejo tudi nove ideje, kako postaviti klub na noge. Verjetno bo potrebno tudi zato, da bi svojim članom več nudili, tudi nekoliko več poslovnosti, morda še več najema, zato da se denar dobi, zato da se članom kluba več daje, da imajo več od tega, če so člani kluba. Zdaj recimo nekje so šli v to, da so mlajše generacije dobili, v Geelongu recimo so znova odprli šolo slovenskega jezika in imajo 30 učencev in se vpis povečuje z drugo leto. Nekje so šli v kuharsko šolo, skratka različne prijeme imajo, kako to gre. Recimo vidim, da v klubu Melbourne imajo že skupino novih 25 mladih. V St. Albansu jih tudi dobivajo. V Planicih je 50 do 60 mladih. V Geelongu je neko jedro 30 mladih, ampak se širi. Povsod so se odprli in skušajo na neke nove pristope. Zdaj to pomeni tudi recimo, da je v klubu mogoče kakšen računalnik, da se najde, da lahko mladi, se veste, da so oni rojeni z računalnikom v zibelki, da lahko, ki pogledajo, se program naredi na ta način, čeprav je ključno vedno druženje, ljudje se hočejo družiti. In ugotovili smo, da tudi ta tretja generacija, vaši vnuki, želijo ostati po koreninah Slovenci. Sem treba jim je ponuditi tisto, kar je v skladu z njihovimi interesi, se pravi, odpreti se treba mladim, jih povabiti mepse in pogovoriti se z njimi, kaj bi oni želeli, da se doda zraven. Ne, da se ukine tisto, kar je že. Tisto ne živi naprej, ampak da se prilagodi mlajšim vsebino dela samega kluba. Morda je dobro, da se oblikuje website, internetna stran od kluba, pa da se tam objavlja vse, kaj se v klubu dogaja. To so ti pristopi, ki danes grejo. Pač potem ljudje lahko gredo na računalnik in ugotovijo, aha, to pa to se dogaja, te in te vsebine so in tako naprej. Recimo, če se začne bolj intenzivno tudi poslovati s klubom, se lahko mladim omogoči taborjenje, skautinje in tako naprej. To so vse načini, kako se lahko več ponudi in predvsem mlajše zainteresira, da pridejo zraven. Veleposlaništvo bo skušalo povsod pomagati, kar se bo le dalo, ampak se pravim, to, kar zdaj govorim, to smo se pogovarjali v Melbourneu. Mogoče prva situacija drugačna, je ne poznam, bi pa rad od vas slišal, kaj vi mislite, da je za vas dobro, da bi morda začeli nekoliko premikati stvari v to smer,
ker se mi zdi, da je to edini način, da ohranimo slovenstvo in da pritegnemo te mlajše generacije. Začenši z vašimi hčerami, sinovi in potem vnuki in vnukinjami. In potem naprej, da se tudi pripelje, kot sem prej rekel, avstralske prijatelje, se skratka klub odpre v skupnost. To je način, recimo, kako so uspele druge, sicer Slovencev močnejše narodne skupnosti. Če so se odprli, s tem niso nič zgubili na svojem, ne vem, italijanstvu, grštvu pa tako naprej, ampak so dobili dodatno možnost, da so Avstralce pritegnili zraven in jim pokazali, to je pa slovenska stvar. Da so Avstralci vedo, da je, ne vem, rojstni kraj Lipicancev Slovenija, da tisto, kar oni govorijo posod kranjski, to kranjska klobasa iz Slovenije in tako naprej. Da spoznajo, skratka, tiste naše najbolj znane stvari in tako naprej. In da se jim morda potem tudi pokaže kakšne turistične filme, to bi poskrbelo veleposlaništvo za kaj takega, skratka, da postanemo vsi neke vrste ambasadorji slovenstva. Zdaj, kot sem rekel, starejša generacija, ki je vsa čas za to, da je ohranila slovenstvo po svojih močeh, hkrati pa da pridobimo mlajše in da skratka začnemo delati na en tak način, da pridobivamo ljudi nazaj. Jaz sem se v Melbournu zelo strinjal z tem razmišljanjem in zato bom zdaj jaz obmolknil in bom napil ušesa, kaj imate vi za povedati, kako je pa pri vas v Adelaidu in kaj vi mislite, pa če imate še kakšno drugo idejo, boljšo idejo od teh, ki smo v Melbournu se pogovorili. Jaz bom na koncu, ko bom vse klube obisku, poskusil vse zapisati, pa bom tudi sem predsednikom poslal seznam vseh idej, ki so se nabrale po tej poti 3 tedne, kaj so ljudje povedali in kaj bi bilo dobro, kako bi začeli klubi nekoliko bolj dinamično razmišljati v tej smeri nekega novega avstralskega slovenstva. Evo, toliko za enkrat, hvala, toliko sem jaz za vas pripravil. Zdaj bom pa ušesa naprej.